V Sloveniji so trajnostna poročila poleg velikih podjetij začela objavljati tudi manjša, kaže analiza, ki jo je s pomočjo orodja Green Star, certifikata za uvajanje trajnostnih ESG vidikov in podnebnega ukrepanja v podjetjih razvil CER partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Podjetje v tem vidijo priložnosti, 9 od 10 se zaveda lastnih podnebnih tveganj, a številne nimajo vzpostavljenih sistemskih pristopov za reševanje teh težav. O uspešnosti slovenskih podjetij pri zelenem prehodu bo za Bloomberg Adrio govorila izvršna direktorica CER partnerstva za trajno gospodarstvo, Ana Struna-Bregar. Pozdravljeni, gospa Struna-Bregar. Dobro jutro, pozdravljeni. Kaj torej kaže vaša analiza? Kje na poti zelene preobrazbe so slovenska podjetja? Naša analiza Green Star je pokazala, da so na različnih stopnjah preobrazbe. Predvsem smo ocenili, da se premalo zavedajo priložnosti zelenega prehoda in da so premalo ambiciozna, ne glede na to, da sta si Slovenija in Evropska unija zadali cilj zmanjšati emisije skladno s Pariškim podnebnim sporazumom. Analiza razkriva, da vsako tretje podjetje ima zastavljene ambiciozne cilje. Nima še vzpostavljenih vseh sistemov. 2/3 v analizi Green Star podjetij meri svoj ogljični odtis v lastnem poslovanju, ne pa v dobavni verigi in uporabni verigi, kjer se nahaja več kot 80% emisij. In potrebno je poudariti, da slovensko gospodarstvo potrebuje večjo ambicioznost pri podnebnem ukrepanju in ki nam bo na dolgi rok zagotavljalo kakovostno življenje in ohranjanje narave. Kako podjetjem pri tem pomaga ta certifikat Green Star? V prvi meri je Green Star unikatno orodje, prvo unikatno orodje v Sloveniji, ki podjetjem pomaga na težki poti trajnostne preobrazbe in sicer na relativno enostaven način. Prva verzija je imela 115 vprašanj, nova verzija, ki je prišla ta teden ven, ima okrog 160 vprašanj in je navigator, usmerja, meri, pomaga zbirati podatke, ne nazadnje tudi opolnomoči vse zaposlene oziroma tisti, ki so vpleteni v proces. In zanimivo nam je, da podjetja poročajo, da jih tudi povezuje oddelke, sektorje in da začenjajo videti podatke, za katere se sploh niso zavedali, da jih imajo. Zanimivo je bilo tudi v analizi Green Star, da 50% podjetij, ki so šla v drugo skozi Green Star, so imela v drugo boljše rezultate kot prvič. Se pravi, jih dejansko spodbuja. Zdaj omenili ste, da so podjetja premalo ambiciozna, ampak generalno, kakšen je odnos slovenskih podjetij do trajnosti? Je tukaj kakšna razlika med malimi in velikimi podjetji? Ja, razlike so velike. Velika podjetja veliko bolj odločno stopajo na pot trajnostnega poslovanja, imajo kapacitete, tudi tisti, ki imajo tuje lastnike, dobivajo iz tujine jasna navodila in na velika podjetja pritiska evropska zakonodaja. To je res očiten razlog, zakaj so na to pot stopila. Na manjša še bo pritiskala evropska zakonodaja? Na manjša bo pritiskala, na manjša v Sloveniji jih delimo na izvoznike, tiste, ki izvažajo v tujino in tiste, ki poslujejo tukaj. In predvsem na izvoznike pritiskajo kupci za razkrivanje tako okoljskih kot družbenih podatkov. Tukaj so predvsem nemški, skandinavski kupci, so rekli, ne? Tako. Ampak kje so zdaj pomanjkljivosti vrzeli pri zelenem prehodu? Velik del, mislim, odgovornosti je na vodstvu podjetij. Vodstva so tista vodilna, ki so lahko gonilo ali pa tudi zavora zelenega prehoda. In osebno mislim, da bolj pogumno, odločno, vizionarski menedžment v Sloveniji bi lahko pripomogel k bolj trajnostnemu prehodu podjetij in s tem bi v bistvu tudi podjetja se pripravljala na vse izzive, ki jih prinaša zeleni prehod. Vrzeli so tudi, da si podjetja mislijo, da se to dogaja samo v Evropi, da svet tega še ne počne, ampak zelo jasno je že, da tudi Kitajska, Indija, Singapur, Amerika aktivno stopa na to pot in nas določeni njihovi poslovni modeli prehitevajo podjetja v Sloveniji. In nenazadnje ohranjanje konkurenčnosti. Podjetja so prepričana, da na obstoječ način bojo lahko na dolgi rok še vedno ohranjala svojo vrednost, vendar tukaj lahko naredimo primerjavo z digitalno revolucijo, ki je bila v 90-ih letih. Podjetja, ki se niso prilagodila, naprimer Nokia, Kodak, Xerox, jih danes ni več v poslovnem ekosistemu. Torej,
Če tukaj damo analogijo, da smo danes v podnebni revoluciji, v novi tehnološki, ki naj bi bila bolj čista, krožna, odporna, podjetja, ki tukaj ne bodo spremenila poslovnih modelov, ne samo gledala na zmanjšanje porabe energije in zmanjšanje stroškov, jih gotovo že 2030 bi znale imeti težave. Se pravi, samo če povzamemo, ključni so tukaj tudi partnerji iz tujine, pa na drugi strani doma in tudi banke, ne? Ja, banke, cel finančni sektor predstavlja kar velik impuls, pritisk na podjetja, da zahtevajo od njih razkrivanje trajnostnih podatkov, predvsem pa vedno bolj odpornost na tveganja, tako fizična kot tranzicijska. Vi poudarjate, da je za upoštevanje načel trajnosti ključna kakovost podatkov. So podatki, ki jih imajo podjetja ustrezni, sploh vedo podjetja, kaj meriti, na drugi strani so standardi določeni, ker dostikrat je nek občutek, da so pri tem ESG-ju standardi tisti, ki niso dovolj jasni. Standardi so popolnoma jasni, sploh v Evropski uniji in tudi mednarodni. Tukaj prihaja do primerjav teh standardov, so usklajeni. Vidimo pa, da se podjetja lovijo, da slabo poznajo, kakšna so osnovna načela trajnostnega poslovanja, kaj so ESG podatki, ki jih imajo, torej jih ne merijo, ne zbirajo in ne analizirajo, torej obdelujejo. Predvsem pa največji izziv vidimo v tem, da teh podatkov ne jemljejo kot osnovo za poslovno odločanje. Dejansko tukaj bo treba morda pomagati še bolj tudi na kakršenkoli način manjšim podjetjem, to je tudi, bom rekel, na nek način naloga stanovskih organizacij, pa seveda uporaba tega certifikata. Hvala lepa za pogovor, gospod Strnad. Najlepša hvala.